Mario, živi. Zdravo. Govorimo o feel good živilih, o dobrih živilih za dobro življenje. Danes boš predstavil kokos, ki ga mnogi povezujejo predvsem kot zelo zaželeno sestavino v sladicah. Kako ti gledaš na kokos? Kokos je dejansko težko najti, da pravi predeljnik, kako ga opisati. Davor Sattler je vodja naše trenerske ekipe v našem feel good centru in on bi rekel, kokos je dejanska hrana bogov. On ga naravno se obožuje, so se danes spomnil danes, ker kot hrana bogov včasih rečemo čokoladi, ampak kokos, verjemite mi, ni daleč zadaj. Ima zopet to neko negativno konotacijo, ko slišimo kokos. Ja, pa kokos vsebuje zelo veliko nasičene maščobe. Nasičene maščobe pa morda niso najbolj pametna stvar, pa dajmo zaradi tega raje malo manj. Zopet en mit, če se danes že pri razbijanju mitov razbiva še ta mit Terence. Kot sva ga razbila pri holesterolu in povezavi z jajci, sva rekla, da holesterol dejansko pod določenimi pogoji sploh ni problem, še posebej ne v naravni hrani in enako velja za nasičene maščobe. Nasičene maščobe dejansko niso noben problem v našem telesu, so predvsem preferiran vir energije za naše telo pod pogojem, če pač nimamo zelo visoke ravni sladkorja v krvi. Se pravi, če povzamem, ves problem, ki ga nam lahko povzročijo maščobe, je samo povezan s tem, če imamo visoko raven sladkorja. In v normalni naravni prehrani, v kateri govorimo, raven sladkorja tako ali tako nikoli ne bo zelo visoka. Torej, kokos kot tak, čudovit vir energije, čudovit vir srednjeverižnih maščobnih kislin, MCT. Čudovit, kaj sem zdaj ravno kar povedal, MCT, kakšne so to srednjeverižne maščobne kisline. To so maščobne kisline, ki jih naše telo raje kot skladišči za maščobo zelo učinkovito porablja kot vir energije. Torej, zelo dober vir energije so te maščobne kisline. Naslednja, laurična kislina, zelo močno protimikrobno delovanje, protitumorovno delovanje, blaži vnetje v našem telesu, spodbuja samozacelitev. Torej, če bomo pripravljali hrano na kokosovi maščobi in z njo nadomestili tako popularno sončnično olje, ki zelo hitro oksidira, oziroma druga rastlinska olja, si bomo naredili zelo veliko uslugo. Tukaj imamo način, kako kokos vključiti v svojo prehrano. Lahko pripravljamo hrano na kokosovi maščobi. Ima najvišjo točko smodišča, to besedno nemogoče jo je zažgati. Lahko na njej pečemo, pripravljamo zelenjavo, meso, jajca, karkoli dejansko, lahko uporabimo kokosovo maščobo. Kakšne kosmiče, kakšne smudije, kakšne jogurte, lahko lepo dodamo kokosov čips, pa si tako pobogatimo okus, ker kokos že tako povezujemo s sladicami, potem je to kokosovo mleko. Kokosovo mleko, ki ga lahko uporabimo namesto vode, ko delamo kakšnega izmed naših feel good smudijev, ki so predstavljeni na našem blogu. Ali pa ga uporabimo in pomešamo z njim malo skute, pa dodamo kakšne jagodiče. Se pravi, kot si omenil Terence za sladice, kokosovo mleko čudovito uporabna stvar. To so samo tri oblike kokosa, ki bi jih lahko spravili v našo prehrano, tako okusen, nevsiljiv način. In svetujem, da poskusite in pozabite na ta mit o nasičenih maščobah in kokosu. Hvala, Mario.